tema mojega prispevka bo spomini in nostalgija v času staranja. Zmožnost spominjanja je v sorazmerju s samozavedanjem. S tem, da se zavedamo prostora in zaporedja časa od preteklosti prek sedanjosti do prihodnosti ter lastne zavesti, ki se zaveda sebe skozi ta prostor in čas. Osebe smo, dokler se zavedamo sami sebe in pri tem ima spomin ključno funkcijo. Kakovost našega staranja je torej v dobršni meri odvisna od sposobnosti spominjanja. Spomini so kot veliko mesto, v katerem nastajajo nove zgradbe, stare se pa rušijo ali obnavljajo. Nekatere se tudi olepšujejo. Tako tudi starim spominom dodajamo nove. Vkolikor so nam neki predmeti, občutja ali ljudje že znani, spominom nanje dodajamo nove vtise in izkušnje z njimi, tako da se ti zadnji pridružijo spominom in tvorijo njihovo celovito podobo. Lažje in bolj natančno si vizualno predstavljamo določene podobe in barve. Če si te lažje prikličemo v spomin, imamo na drugi strani vonjave in okuse shranjene globlje v spominu, kar pa zahteva, da jih spravi na površje nek zunanji dražljaj. Temu nekateri pravijo Proustov sindrom. Kot opisuje francoski pisatelj Marcel Proust, je nehote obudil spomin iz otroštva na večerni poljub mamice, ko je že odrasel, pil čaj z biskvitnim pecivom, z magdalenicami, ki so bile po okusu in vonju enake tistim iz otroštva in so bile v tem primeru ta sprožitveni zunanji dražljaj v sedanjosti. Redko gre samo za čisti čutni spomin, recimo za vohanje neke vonjave ali okušanje nekega okusa. Spomin je povezan še z občutji ali s čustvi. Angleški filozof iz 17. stoletja John Locke je ugotavljal, da so najmočnejši spomini povezani z bolečino ali užitkom. Avstrijski zdravnik in psihoanalitik Sigmund Freud pa je na pragu 20. stoletja ugotovil, da spomin vselej nastopa le v nekem sedanjem kontekstu in je smiselen samo z vidika sedanjosti. Preteklosti tako ali tako ni več oziroma je živa le še prek spominov nanjo. Sedanja zavest je torej tista, ki organizira spomine. Tako si lahko zamislimo, da je moralo Prousta poleg magdalenic še neko sedanje občutje žalosti povezati z žalostnim spominom iz otroštva. Četudi so takšni spomini sproženi po naključju, spontano in nehote, je potem tudi od naše zavestne volje odvisno, ali se jim bomo prepustili ali ne. Kulinarični spomini, ki temeljijo na vonjavah in okusu, veljajo za najbolj usidrane v spominu in zato najbolj trdožive, celo bolj kot materni jezik. Raziskave so pokazale, denimo, da so se izseljenci v tuji deželi prej odrekli maternemu jeziku kot hrani, ki so jo bili vajeni od doma. Identiteta je močno povezana z geografsko usidranostjo, tudi s pridelavo hrane in pijače na tem območju, z vonjavami tega kraja,
zato sta potrebni vsaj 2 generaciji, da izseljenci pozabijo na prehrambene in druge navade svojih prednikov. Kuhinja in gastronomija sta mogočni utrdbi zatvorjene zavesti in občutenja neke identitete. Številni psihologi so pritrdili Freudu, ko je tudi ugotovil, da imamo ljudje tendenco, da slabe dogodke ali okoliščine pozabimo prej kot druge in da skušamo sčasoma omiliti neprijetno plat nekaterih spominov. Spominsko smo bolj optimisti kot pesimisti. Na primer, ko so porodnice spraševali o bolečinah poroda, so se jih s časovnim odmikom te vse manj spominjale. To ne pomeni, da neprijetne spomine potlačimo, kajti možno je, da se sčasoma tudi prijetnih dogodkov spominjamo vse manj. Vendar so prijetni spomini dominantni v odnosu do neprijetnih spominov, kar pomeni, da se jih lažje spomnimo, ne da bi to obenem pomenilo, da smo slabe potlačili. Radi pozabljamo boleče dogodke, ki bi v nas lahko sprožili tesnobo, strah in druga močna čustva. Ko so ameriške 40-letnike spraševali o spominih iz otroštva, se jih je le še tretjina spomnila, da so bili tedaj tepeni, medtem ko se je tega spomnilo 90% najstnikov, ker jim je bilo otroštvo še relativno blizu. Zanimivi so tudi rezultati ankete, ki so jo izvedli med taboriščniki takoj po 2. svetovni vojni in nato 40 let pozneje, sredi 80. let prejšnjega stoletja. Na starost so se boleči spomini oddaljili in ublažili. Te ugotovitve nas morda nekoliko presenečajo, ker mislimo, da si lahko težke spomine, kolikor imamo takšne, takoj prikličemo v spomin. Vendar se njihovo število in moč z leti manjša. Toda fiziologija potrjuje, da močna čustva okrepijo spomine, tako da se najbolj travmatičnih spominov vendarle spominjamo vse življenje. Po drugi strani se nam pa ne zdi vredno, da bi se spominjali dogodkov, ki so se redno, rutinsko ponavljali, ker je to monotono in ne pušča močnejših čustvenih in spominskih sledi. Na to, kako bomo interpretirali preteklost, vplivajo naši sedanji interesi in preference. Maurice Halbwach, avtor številnih del o spominu, med drugim kolektivnega spomina, iz leta 1950 je podal naslednji nazoren primer. Če bi hoteli knjigo, ki smo jo prebrali v otroštvu, prebrati na isti način kot tedaj, bi morali pozabiti na vse, kar smo po tistem doživeli in spoznali. Seveda to ne gre. Kdor bi hotel podoživeti dogodek iz preteklosti točno tako, kot ga je takrat doživel, bi moral pozabiti na vse, kar je doživel zatem. In če primerjamo spomine 2 oseb na isti dogodek, po vsej verjetnosti ne bodo identični. Kako naj človek, denimo na starost, osmisli zaporedje svojega življenja, sosledje dejanj, za katera ni samoumevno, da so povezana v neko osebno celoto dogodkov? Človek ima to spominsko sposobnost, da ko pripoveduje o svojem življenju, hkrati ureja dogodke v smiselno posledično zaporedje. S tem postopanjem avtobiografski spomin konstruira relativno stabilen, verodostojen in predvidljiv svet, kjer življenjski projekti zadobijo smisel in zaporedje življenjskih epizod zgubi svoj
naključen, negotov in neurejen značaj. Tako se spomini integrirajo v nek logični kontinuum, v katerem jaz sam ali sama, družina in širša skupnost odločamo o svoji usodi. Toda gre za biografsko iluzijo, ki jo proizvede spominsko povezana pripoved, kot da je življenje enotno, čeprav v resnici ni. Spominjanje ni nikoli čista reprodukcija dogodkov, dejanj in misli, temveč konstrukcija, ni ponovitev, ampak stvaritev na novo. Tako velja, da starejši, ko smo, bolj nas prežema nostalgija za starimi dobrimi časi, ki so bili čas naše mladosti. Nekateri pravijo, da je to zato, ker je mladost bolj prijetna od starosti, drugi pa, ker nam mladost ostaja v lepšem spominu, kot je bila v resnici, kar se upada s predpostavko, da slabe spomine raje pozabljamo kot dobre in da prvi prej zatonejo v pozabo. Poglejmo si zdaj pojem nostalgije nekoliko pobliže. Nostalgija ni le čustvo žalovanja za preteklimi časi, ampak tudi za izginulimi kraji ali takšnimi, ki so oddaljeni od nas. Izvor pojma se namreč navezuje na domotožje. Beseda nostalgija prihaja iz dveh starogrških izrazov. Nostos, ki pomeni vrnitev, povratek domov, k domačim, k našim, in algos, ki pomeni žalost, bolečino in trpljenje, ter tako označuje melanholijo, s katero se nekdo spominja svojega doma, domačih krajev in sorodnikov. Stari Grki so dobro poznali domotožje. Pomislimo samo na Odisejevo vračanje na Itako, ki se ga bomo dotaknili še proti koncu prispevka. Niso pa poznali samega pojma nostalgija, čeprav ta izhaja iz zgornjih dveh starogrških izrazov, prav tako ga še ni bilo v latinščini. Francoski zdravnik in psihiater André Bolzinger je leta 2007 izdal knjigo z naslovom Zgodovina nostalgije, v kateri je objavil izsledke svoje raziskave o izvoru in zgodovini tega pojma. Prišel je do ugotovitve, da ga je skoval švicarski zdravnik Johannes Hofer, rojen leta 1669, s katerim je v latinskem besedilu, kot je bila tedaj navada, ki ga je izdal leta 1745, prevedel besedo das Heimweh. To je nemški izraz za domotožje. Hofer je kot travmatično bolezensko stanje opisal posebno počutje, ki so ga francoski zdravniki in pozneje tudi on sam opazili pri švicarskih najemniških vojakih, ki so služili francoskemu kralju Ludviku XIV. To so bili večinoma mladi fantje, ki so prihajali iz obronkov in planin izpod švicarskih Alp. Njihovo zdravstveno stanje se je še posebej poslabšalo, če so zaslišali ali si sami popevali njim ljubo pastirsko pesem Ranz des Waches. Zato so jim nadrejeni oficiri prepovedali poslušanje in prepevanje te pesmi, ker jih je napeljevala k dezerterstvu, bolezni ali celo smrti. Nekateri so domotožje poimenovali kar švicarska bolezen. Ta fenomen je pozneje vodil k razvoju zgodnjega turizma, saj so vsi hiteli gledati, zakaj se mladim fantom tako toži po švicarskih Alpah. Na to je leta 1767 opozoril celo švicarski filozof
Jean-Jacques Rousseau v svojem delu Glasbenem leksikonu in izpostavil nostalgično moč glasbe. Pozneje je romantična literatura rada izpostavljala nostalgijo. Po drugi strani so pa ravno romantiki kot nasprotje domotožju začeli izpostavljati hrepenenje po tem, da bi šli čim bolj stran od doma, da bi šli v neznano. In tu se že pokaže romantična želja po raziskovanju in potovanjih, kot recimo pri Byronu. Hofer je ugotavljal, da so ti vojaki postali na smrt žalostni, skoraj povsem so nehali govoriti, sočasno s tem so se začeli kazati tudi telesni bolezenski znaki. Nespečnost, pomanjkanje apetita, huda utrujenost, vročična odrevenelost, palpitacije srca. Hrepenenje po vrnitvi domov je postala njihova fiksna ideja. Vojaški zdravniki so bolj po naključju ugotovili, da jih muči domotožje, ko so jim ob dlje trajajočem slabem počutju napovedali dopust in kmalu zatem se je tem mladim fantom začela vračati tek in spanec ter veselo pričakovanje povratka domov. Pozornost do tega pojava se je še stopnjevala z Napoleonovimi vojnami, ko je nostalgija zajela ne le mladih, ampak tudi starejše vojake. Zelo veliko jih je umrlo. Nekateri so njihovo smrt pripisovali slabim vojnim razmeram, drugi pa so opozarjali na to, da so dobesedno umrli od žalosti, od domotožja. Smrtnost je bila še posebej velika med Bretonci, ki so doma govorili keltsko in niso dobro znali francoskega jezika. Ker se niso mogli pogovarjati z drugimi, so povsem umolknili. Tako so jih zdravniki skušali zdraviti tudi tako, da so naokrog iskali druge Bretonce, da bi se med seboj pogovarjali in si delali družbo. Vsi zdravniki se pa niso strinjali z diagnozo nostalgije, češ, da je z obdukcijo ni mogoče dokazati in so menili, da je šlo morda samo za množičen pojav tifusa, ki ima nekatere podobne klinične znake. Sredi 19. stoletja pojem nostalgije preide v evropske slovarje, kjer je denimo v francoskem slovarju opredeljena kot bolezen, ki jo povzroči silno hrepenenje po vrnitvi domov. Toda francoski pisatelj in diplomat Chateaubriand v svojih spominih zonkraj groba že proti letu 1840 poudari, da ne gre za bolezen, ampak za pogrešanje domovine. Po letu 1877 se nostalgija kot domotožje ne pojavlja več kot diagnosticirana bolezen. Ukolikor je bilo pri bolnikih moč zaznati zgoraj omenjene bolezenske znake, so jih opredelili kot obliko melanholije z izraženo tendenco po samomoru, pozneje kot simptom tesnobe ali depresije. Še naprej so jo najpogosteje srečevali pri vojakih, zlasti v ameriški vojski v drugi svetovni vojni, pa tudi pri mornarjih. Pri Slovencih ni nikogar, ki ne bi poznal pesnitve o lepi vidi. V zadnjih desetletjih nostalgijo vse bolj povezujemo tudi s hrepenenjem starejših ljudi po dobrih starih časih. Nekateri naj bi menili, da so bili poprej, zlasti v mladosti, bolj srečni, drugi pa na preteklost ne gledajo le skozi osebno življenjsko pripoved, temveč menijo, da so bili tudi v širšem družbenem smislu nekoč boljši in lepši časi. V zadnjih letih raziskovalci ugotavljajo, da četudi nostalgija zajema občutke žalosti, izgube, pogrešanja in hrepenenja,
lahko vodi tudi k pozitivnejšim občutkom. Kajti spomini na lepše in boljše čase jih ne le žalostijo, ampak tudi osrečujejo. Gre torej za nekakšno veselo žalost, zato se je nostalgija v teh raziskavah pokazala kot močan antistresor. Če smo nostalgični, se počutimo bolje. Takrat tudi iščemo načine, kako bi ponovili prijetne dogodke, se na podoben način družili ali zbližali z drugimi. Drugi pa svarijo, da je srečno otroštvo in mladost kliše, ki je daleč od resnice, kar se spet lepo povezuje s tistim, kar smo povedali na začetku, da torej slabe spomine pozabimo raje in prej kot lepe. Moč nostalgije je vse bolj zaznati tudi v medijih in potrošnji, kjer zlasti tam, kjer je ciljni potrošnik starejši, vrtijo nostalgične podobe in glasbo izpred 30, 40 ali več let, samo da bi se kupci počutili bolj razumljene, povezane s svojim okoljem, bolj domače. Mediji imajo veliko moč, ker pritiskajo na naše čute in občutke. Pomislimo recimo samo na reklame za Milko čokolado, za mleko in jogurte, za reklame Telekoma, z iskanjem jurčkov v gozdu in tako naprej. Pri tem ni nujno, da nas nek medij ali trgovina neposredno poveže z nekim našim lastnim počutjem iz preteklosti. Dovolj je že sprožanje posredne nostalgije, tako da se ustvari posebno melanholično, pridobitno ozračje in če se to ponavlja, bomo večkrat zavili k istemu prodajalcu. V splošnem pa lahko rečemo, da so v zadnjih 5 do 10 letih raziskovalci precej spremenili mnenje o nostalgiji in v njej prepoznavajo veliko pozitivnih učinkov, tudi večji smisel življenja v defenzivnem soočanju s sedanjostjo, kajti starejši ljudje lahko v preteklosti vidijo načine, kako premagati izzive sedanjosti. Če strnemo, nostalgija nas lahko navdaja tako z žalostjo kot s prijetnimi občutki sreče, ko se v mislih vrnemo v dobre stare čase. Vseeno bi želela, da se še nekoliko povrnemo k izvornemu pomenu nostalgije kot domotožja. V zvezi s starejšimi je nostalgija lahko povezana s strahom, da bodo morali zadnje obdobje svojega življenja preživeti z doma, ali pa to hrepenenje po vrnitvi domov že občutijo med svojim bivanjem v katerem od domov za starostnike. Zato me veseli, kadar berem, da je na voljo vse več programov za nudenje pomoči in oskrbe na domu. Ko gre za starejše, ki so neozdravljivo bolni, me prav tako navdaja z olajšanjem, da je paliativna oskrba na voljo tudi po domovih, čeprav sredstev in osebja še zdaleč ni dovolj. Podpiram tudi pobude medicinskega osebja, da bi bilo za umirajoče bolje, da bi umirali doma v krogu svojih najbližjih, če je to mogoče. Za konec se bomo na kratko posvetili le še filozofski teoriji nostalgije Vladimirja Jankeleviča. Napisal je delo z naslovom Nepovratno in nostalgija. Nostalgija, pravi, je melanholija, sanjarjenje o lepi preteklosti. Zmožnost biti povsod je najbolj nora sanjarija končnega človeškega bitja. Biti priklenjen na eno mesto pa največja nesreča. V tem je paradoks. Zelo radi kam gremo, obenem imamo pa nostalgijo po domačem kraju. Hkrati lahko realno obstajamo le na enem mestu, v mislih pa povsod.
Nostalgija je kot ljubezen, iracionalna, nekaj ljubimo, imamo radi zato, ker je naše. Mati ljubi svojega otroka, ker je njen, ne pa zato, ker je nezaustavljivo lep. Toda prav zato, ker je ljubljen, postane tudi lep. Včasih so naši nostalgični spomini za druge težko razumljivi. Nostalgični smo do domačega kraja, ki je lahko reven, dolgočasen zaselek Bogu za hrbtom. Zadošča, da se je nostalgik tam rodil. To je arbitrarno in iracionalno občutje. Domovino imamo radi ne zato, ker je lepa, ampak zato, ker nam je bila dana. Tako kot smo hvaležni staršem za to, da smo se jim rodili. Tudi če naše otroštvo ni bilo lepo, starši pa ne ljubeči, smo se potegovali za njihovo ljubezen in bili nostalgični, razen v res skrajnih primerih. Otroci se redko kdaj počutijo srečne v svojem otroštvu. To občutje pozneje pričara šele nostalgija. Predmet nostalgije ni točno določena preteklost. Celo Judje so pogrešali nacistični Dunaj ali poljski geto, temveč prej samo dejstvo preteklosti, samo prehajanje časa in zavest o njem. Nedoločeno dejstvo preteklosti nasploh, to je neotipljivo dejstvo melanholije in nepovratno bistvo tega, da smo nekoč že bili. Pravi predmet nostalgije je ta nepovratnost časa. Kakšen smisel ima nostalgiku razlagati iracionalno in iluzorno bistvo njegove melanholije? Gre za fantazmo, ki je ni mogoče ukiniti. Gre za sanje o oddaljenem izvoru, o začetku, o lastnem nekoč. Vzemimo na koncu za primer Odiseja, heroja vračanja domov. Ko pa se izgnanec tja vrne, pogosto doma ne najde tega, česar se je nadejal. Ne ve več, če je sreča ob domačem ognjišču res to, na kar je upal, in zdaj, ko je v sedanjosti dosegel to, po čemer je sanjal, si nima več kaj želeti. Morda je moderni Odisej drugačen in se doma začne takoj dolgočasiti. In ko je Odisej končno pri Penelopi, svoji ženi, ji ne izda svoje velike skrivnosti o ljubici Kalipso, čeprav že sanjari o njej. Namesto, da bi užival družinsko srečo, sanjari o vseh izgubljenih priložnostih, ki so se mu ponujale na poti domov. Brž ko je prišel domov, je njegovo srce že odšlo nazaj na pot. V svoji domači hiši se počuti tujca, vse bolj s pogledom zre v daljavo. Kako je mogel sanjariti o domačem pragu on, ki je preplul toliko milj, in spet je v mislih na novi Odisej, ki se kaže v njegovem odsotnem pogledu. Nostalgija ni samo bolečina, ki potrebuje zdravilo, ampak tudi neozdravljiv nemir, ker zdravilo ne učinkuje dovolj. Bolečina vrnitve se imenuje razočaranje. To je zamenjalo nostalgijo, pomeni grenkobo poraza. Domača gruda je simbolična in metaforična lokalizacija nepotešljivega hrepenenja. Je geografska racionalizacija, ki služi temu, da se hrepenenje zafiksira. Vrnitev v Itako je za nostalgika le začasen pristan, ki mu sledi neskončno potovanje v mislih. Hvala lepa.